Pozdravljene na današnjem dogodku v Kliničnem centru v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Združenje za infektologijo in pa Združenje za intenzivno medicino. Že desetič zaporedoma organiziramo strokovni dogodek ob dnevu sepse, ki je 13. september. Sepsa je bolezen, ki ni tako redka v našem okolju, bolezen, zaradi katere bolniki še vedno umirajo, bolezen, ki nenazadnje pušča posledice. Najbolj so ogroženi novorojenčki do 1. leta starosti, tisti z nizko porodno težo in potem starejši posamezniki, predvsem so ogroženi bolniki po 65. letu starosti. Pogostost, pojavnost bolezni v tej starostni skupini potem pomembno narašča. Ogroženi so tudi bolniki, ki imajo sočasne kronične bolezni, bolniki, ki dobivajo imunosupresivna zdravila, bolniki po presaditvi matičnih krvotvornih celic, po presaditvi solidnih organov in podobno. Sepsa ima svoje značilnosti, kaže se z vročino, kaže se z odpovedjo delovanja organov. Znižan krvni pritisk je pogost del klinične slike pri teh bolnikih in pomeni alarmantno stanje. Dejstvo je, da nam kljub številnim učinkovitim protimikrobnim zdravilom, ostalim zdravilom za podporo opremi, ki jo imamo v bolnišnicah, še vedno umre veliko bolnikov s sepso. Smrtnost zaradi sepse in septičnega šoka se giblje tudi v razvitem svetu med 30 in 40%. Če povem samo podatke iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, na našem intenzivnem oddelku je celokupna smrtnost v letu 2023 bila 17%, zaradi sepse je umrlo dobrih 30% bolnikov. Skratka, gre za velik problem. Čas je tu pomemben, čas v tem smislu, da bolniki z sepso čim prej pridejo v zdravstveno ustanovo. Ta bolezen se praviloma zdravi v bolnišnici, najtežje oblike zdravimo na oddelkih za intenzivno zdravljenje, ker le v bolnišnici lahko teče in steče proces kompleksnega zdravljenja. Pomembno je, da bolnik čim prej dobi antibiotik in pomembno je, da čim prej dobi vso podporno terapijo, s katero rešujemo življenje in seveda obvladujemo bolezen. Mi se moramo zavedati, da nenazadnje do neke mere lahko bolezen tudi preprečimo s splošnimi ukrepi, skrbjo za naše zdravje. In nenazadnje imamo določena orodja, s katerimi lahko preprečujemo nekatere specifične bakterijske okužbe in seveda tudi s tem sepso, kot je recimo cepljenje proti pnevmokoku. Pnevmokok je relativno pogost povzročitelj različnih okužb in tudi invazivne okužbe, se pravi sepse, in s cepljenjem bi lahko to bolezen do neke mere preprečili. Tu bi poudaril, da je nenazadnje za starostno skupino nad 65 letom starosti, ki je ogrožena, cepljenje brezplačno ga krije zavarovalnica. Imamo še nekatera druga specifična cepljenja proti nekaterim bakterijskim povzročiteljem, ki so pa specifično vezana na osnovno bolezen in na osnovno imunsko stanje. Morda za naprej bi v tem dnevu sepse želel samo poudariti, da sepsa je bolezen, s katero smo se soočali, se soočamo in se bomo soočali tudi v bodoče. Mi sledimo seveda priporočila, vsak posameznik pa naj znotraj svojega okolja poskrbi za čim bolj zdrav način življenja in pa seveda, da izkoristi tudi vsa tista orodja, ki jih imamo na razpolago, da do bolezni ne bo prišlo in da bo teh bolnikov čim manj. Sepse so lahko dokaj nespecifične, govorimo o stalni utrujenosti, o kognitivnih motnjah, o depresiji, o nespečnosti. Nekatere posledice so vezane na način, na agresivnost zdravljenja. Mi tekom zdravljenja seveda ob nizkem krvnem pritisku uporabljamo zdravila, s katerimi skušamo krvni tlak dvigati. Na ta način seveda zmanjšujemo tudi lahko pretok skozi nekatera tkiva,
in poteku zdravljenja pri teh najhujših oblikah prihaja lahko do amputacij prstov, do amputacij nog, kar seveda omejuje potem samo življenje, aktivnosti posameznika in pušča trajne posledice. Poleg tega seveda v sklopu sepse prihaja do prizadetosti in odpovedi različnih organskih sistemov in seveda se lahko funkcija teh organov tudi kronično poslabša. No, poglejte, predvsem se treba izboljšati dostopnost do zdravnikov. Mi vemo, da imamo težave na primarnem nivoju, imamo nenazadnje težave znotraj bolnišnic, pa ne toliko na nivoju same infrastrukture, ampak težave z kadrom, imamo težave z negovalnim kadrom, zapiramo bolnišnične postelje, vse to nenazadnje vpliva tudi na oskrbo bolnikov in potencialno na prognozo bolnikov s sepso. Seveda ti najtežje bolniki, najtežje bolni posamezniki, akutno bolani, ti pridejo do zdravnika, pridejo do ustrezne postelje in oskrbe, ampak seveda posredno pa tudi, jaz bom uporabil kar izraz, neurejenost našega zdravstvenega sistema vpliva na uspehe našega zdravljenja. In tu si želimo seveda na sistemski ravni, da se stvari postavijo na svoje mesto. Jaz bi kot prvo, seveda opozorilni znaki sepse, klinični znaki sepse so dokaj nespecifični, ampak opozoril bi predvsem posameznike, ki sami za sebe vedo, da imajo oslabljeno imunost. To so kronični bolniki, sladkorni bolniki, to so bolniki brez vranice, bolniki na glukokortikoidni terapiji, po presaditvi različnih organov, ti so ogroženi in seveda ti morajo biti pozorni na znake, kot so mrzlica, visoka telesna vročina, morda zmedenost, manj urina, huda utrujenost, vse to so znaki, ki zahtevajo posvet z zdravnikom in lahko kažejo na sistemsko bakterijsko ali glivno okužbo.